spremenili. Sem čakal, recimo, glede na te naše novinarske, ali pa tudi v cerkvi se je nekako nakazovalo, kako se špranje, pa bodo lahko prišli, lahko v zakramentu. Tega nikjer ni. Se ne veš, kje je, pa sem nekje doma na tem področju, eno in tako. Kaj pa lahko naredi? Če ni danes možno, je morda jutri. Pa ne zato, ker bo idem umrl, ampak ker gre, to je treba zelo dobro razlikovati. Eno so disciplinarne določbe, cerkev jih lahko spremeni, drugo so pa doktrinalne. Bom povedal, ker direktno leta nazaj je nekdo od naših profesorjev rekel, se to mi redovnike imamo pravico dati ob misijono, pa za veliko noč odvezati tudi tistim, ki so zbolj civilno. Tudi to se zgodi Se pravi, če je disciplinarno, lahko spremeniš, doktrinarnega pa ne moreš. In rekel, ko pa to ovrednotiš, ker to je že Janez Pavel, pa tudi to je standardni nauk cerkve. In če je doktrinalnega značaja, jaz nimam kaj tu, tudi Frančišek se sklicuje. Mi ne moremo, ker določene stvari, prakse spremeni. Lahko cerkvena zakonodaja, samo tisto, kar je v njeni moči, ne pa Božji zakon. In so pa prosim spada tudi to. Zakon je zakon med dvema spoloma, moškim in ženskom. Če potem dva ne gre skupaj, to morda je korak velik naprej, da bolj ne priporoča, ampak pravi, ja, če dva ne morete živeti skupaj, pa je zanje to, pekel pa je za otroke, ne gre sta narazan. Ampak nič pa ni rečeno, da se lahko takoj poročita naprej. Lahko tudi eden ali drugi prejema sakramente, ker nista ustvarjena novega zakona. No, to so zelo take delikatne stvari in jih je zanimivo papež še pred sinodo, lansko leto, 3 leta prej je izdal tisti dokument Jezus Kristus, usmirjeni sodnik, kjer je tam postopke za tako imenovano ugotovitev razveze, niti ne nekako omilil, ampak je nekako nakazal, ja, škof ima pravico v jasnem, izrazitem primeru neveljavnosti reči brez sodniškega postopka dolgega, da je ta zakon neveljaven. So pa zahteve, oba morata biti tam, pa drugi mora nekje pripraviti celo tole zadevo. Potem pa seveda zanimivo, no, v Novem mestu bo gospod Škof lahko povedal, so že ustanovili novo. Lahko samo tale signal od mobitela, da ne točno zabije v mikrofon. Snemajo za radio. No, se pravi, ni ne vem koliko novih zadev, svetujejo, da vsaka škofija ima, če ne drugo, vsaj svetovalnico, da potem ta vprašanja primere dajo naprej, ker ne to je lahko pomoč ljudem. No, potem še eno zadevo, ki se mi zdi zelo pomembna. Tisto, kar skuša na ta apostolska sinoda nakazati, vsi se moramo, čisto vsi, bolj ukvarjati z družino. V pripravi na zakon, v spremljanju mlade družine, pa potem zlasti družine v neki krizi, ali pa tudi v teh občestvih, ki skrbijo za zakonsko duhovnost in jo nekako dopolnjujejo. No, jaz bi rekel, sem se moral tako skozi to besedilo, pa takrat še rekel bom mirno, ne pod vidikom, kaj je narobe, kaj treba popraviti, ali so citati točni, tisto je zguba časa, ampak tudi to mora biti. Ko potem mirno porečeš, pa bereš. In jaz mislim, da tu boste lahko zakonci, tisti, ki se bolj
pod Karitasovim vprašanjem našli veliko dragocenih spodbud. Papež tudi, kakšne take stvari zelo vsakdanje, no samo eno tako omenim. Pravi, poglejte, kako je trgovina zna manipulirati Svetim Valentinom. A znamo v cerkvi? Ne. Ja, ravno najposamezni škofi, recimo na Primorskem, to je Črni Kal, Menda edina cerkev, in potem zaročenci pridijo Jan Škof med to z veseljem. Pa se jih nabere nekaj 10. To so neke take oblike, ki bi morale biti tudi v vseh večjih življenjah. Tudi obnova, recimo, zarok. To je tisto, kar naj mladim ljudem pomaga, da bi naredili ta odločilni korak. No, sem skoraj že predolg. Ne toliko kot papež, ampak. Gospod Valenčič, hvala. Zdaj ste odprli kar nekaj tem, na katere lahko odgovorita gotovo gospa Vilma in Dani Siter. Pa bi vas najprej vprašala, je sinodalna apostolska spodbuda po vajnem mnenju zajela vse težave, ki pestijo današnje družine? Ja, če je zajelo vse težave, jaz ne vem, veliko jih je pa zajela. Veliko teh problematičnih situacij, ki se tako javljajo v družinah, v teh, v konkretnem življenju, v stvarnosti. Veliko vidikov, recimo, je res obdelala ta apostolska spodbuda in jaz sem vesel, da se tako papež zelo tako prijazno, ljubeznijo, kot večkrat tudi izrazi, nekje obrača na nas zakonce in nas družine. Bi pa mogoče v tem trenutku se vrnil na tisto, kar je gospod Valenčič prej opozoril, ko je rekel o tej zakonski duhovnosti, o duhovnih vajah za duhovnike, redovnike in podobne reči pri družini in življenju, kjer sva pač mi dva zdaj že kar 16 leto aktivna, se dogaja prav to. Po načelu zakonci zakoncem seveda poskušamo tiste spodbude, ki nam jih Bog daje, prenašati naprej in jih posredovati zakoncem. Tako da v bistvu so duhovne vaje, kjer zakoncem poskušamo posredovati te duhovne vrednote. Moram pa reči tudi to, da mi je zelo všeč celotni dokument, ker je tako jasno napisan, pa tudi pohvalim prevod, čudovit prevod. Lepa hvala, res, zato zelo ste se potrudili, zelo sem pozoril na prevode in vem, da mogoče iz tega tudi iz profesionalne informiranosti, pa vseeno mi je zelo všeč, da ste res tako izbrane izraze uporabili in da ste tudi zadevo naredili tako razumljivo, da kdor je vzame v roke lahko bere, da ni samo en dokument za strokovnjake na ne vem kakšnem visokem teološkem in ne vem kakšnem nivoju, ampak da je dokument, ki ga res lahko vsakdo razume. Mi je pa posebej všeč ta preprostost izrazov papeža Frančiška. Kako je preprost v svojih izrazih, ko se obrača na nas zakonci, kako velikokrat govori o naklonjenosti, kako velikokrat govori o nežnosti, kako velikokrat govori o tej pozornem poslušanju, naprimer o tem dialogu, ki je tako težak, včasih mi vemo, kaj to pomeni, pogovarjati se ali ne pogovarjati se. In papež očitno to razume globinsko, razume nekje po razodetju, jaz verjamem, in mi je všeč, da je tako pozoren do teh stvari. Pravi, da kako pomembno je, da res vsi, ki se ukvarjamo s pastoralno zakona in družine, vstopamo v stvarno situacijo, v stvarno življenje človeka, kako je prav, da smo mu blizu, kako tudi Bog hoče biti nam blizu. Zato nam je dal zakrament zakona in jaz sem prvič v tej apostolski spodbudi prebral to misel, ki mi je res veliko pomeni, da v bistvu zakrament ni neka moč, pa neka stvar, ampak da je Jezusova živa prisotnost med nami. In v bistvu, kolikor mi pa res dovoliva Jezusovi živi prisotnosti, da je med nama dejavna, toliko se lahko govoriva o tem, da najna ljubezen raste. Da raste tudi najn odnos, da se najn odnos krepi, da se najn odnos poglablja. Pravzaprav je res odvisno od tega. Jaz stvar dovolim svojemu stvarniku, da deluje v meni, da me preobrazuje, da me spreobrača, da me dnevno bevabi v nek odnos pripadnosti, ki
ki ni samo neka pripadnost na črku pa na papirju, ampak je pripadnost srca. In to papež Frančišek tako lepo pove in jaz sem mu res hvaležen za te njegove spodbudne misli. Sicer pa velikokrat govori tudi o tem, da ko vstopamo v središče drame življenja zakoncev, ki danes niti ni tako enostavna, ko pravi, a ne, zakonci smo pač pod stresom, smo sredi prezaposlenosti, sredi vseh mogočih pritiskov, ki jih na nas pravzaprav vršijo razne obveznosti, ki jih imamo, ali pa družba, ali pa kultura odpadkov, o kateri tudi veliko govori, a ne, se mi zdi, da je prav, da ko vstopamo torej v to središče drame življenja, da ne zvodenimo evangelija. To je pa tudi zelo močna misel, ki me je zelo nagovorila, da ne zvodenimo moči Božje besede in Božje ljubezni, ki hoče vstopati v naš odnos. A ne? In seveda govori tudi o tem posvečevanju, o tem, kako smo vsi zakonci povabljeni, da se posvečujemo v tem odnosu, da ta odnos, v katerem se posvečujemo, je tisti, ki je ustvarjalen, ki je tudi rodoviten, in ta odnos in ta rodovitnost se ne kaže samo do naših otrok, ampak se kaže do širše družbe, v katero prinašamo to družinsko kerigmo, to družinsko pričevanje o Božjem usmiljenju in Božji ljubezni. Ja, ko sem jaz to prebirala, to spodbudo, zelo hrepenim po času, ko bom lahko počasno pravila. Ampak vseeno sem nekako dobila en takšen uvid v celoto. In mi pri tem prihaja na misel o tem, kar je gospod Valenčič rekel o tej mladini, ki si še vedno znova v anketah izjavi, da jim družina največ pomeni. Obenem pa vidimo mi v svetu, da živeti pa tega ne zmorejo in ne znajo. Se mi je zdelo, da je ta spodbuda prihaja v ta svet kot nekaj, kar prinaša nekako eno rešitev, da bi iz kaosa, v kateri se je znašel ta svet, da bi spreminjali vendarle v kozmos, da bi spreminjali v neko urejenost. In se mi zdi, da je ta spodbuda po eni strani res tako preprosta, kar mi je zelo, zelo všeč. Zato, ker vemo vsi, da življenje se začenja zjutraj, takrat, ko se vstanemo, če smo se dobro naspali in se pozna, če se nismo naspali. In se kaže skozi utrujenost, ki jo zakonci doživljamo ob vseh izzivih svojih in naj bo to otrok, ali pa pri nas tudi že vnukov. In da je ta preprostost vidna iz te knjige. Se pravi, papež ne gre v nekaj ene visoko leteče misli, pa čeprav so tudi v pravo smer obrnjene, ampak vendarle ostaja tukaj in zdaj. Tako, se reče, prizemno v tem smislu. In meni je to všeč, ker sem sama takšen človek, da se čutim nagovorjeno tukaj in zdaj. In ko daje take enostavne spodbude, ki izgledajo enostavne, naprimer, kako lepo je zakoncema, če začneta jutro dan s poljubom. Mi pa same dva veva, da če se zjutri srečava v hodniku in se objameva in poljubiva, je dan drugačen, kot če tega ni. Da se lahko dan zaključi z blagoslovom, se pravi, da se pokrižava in da zmolva kaj skupaj. Ampak da to ni treba, tukaj dobijo lahko mladi ljudje ideje, da ni to potrebno, da pa kje je ta zdaj zakonska duhovnost, to je pa tako visoko, to je pa tako daleč, da mi pa tega ne zmoremo. Papež je vendarle tukaj tudi tako konkreten v teh majhnih stvareh, za katere bi marsikdo lahko rekel, brez veze, kaj pa o tem? To je pa kao, samo po sebi umevno, pa ni res. Prav tukaj, pri teh spodbudah, ki on ima, ki so vendarle temeljne, se začenja
kvaliteta drugačnega življenja v zakonu. In to se mi zdi, da v vsej tej spodbudi, ko sem brala skozi, se mi zdi, hvala Bogu, da nekdo vnaša v ta svet tiste stvari, ki izgledajo preproste, pa vendarle pozabljene. Ki izgledajo samo po sebi umevne, pa se jih vendarle ne izvaja. Pa če bi se, bi bilo življenje drugačno. Ob tem, ko govori o res, kot je bilo rečeno, da zaideš v eno psihološko posvetovalnico, ampak dialog, mi vemo, da je težava. In da če ne bomo pomagali mladim razvijati, pa tudi starejšim, razvijati dialoga, čisto v konkretnosti, se lahko samo pogovarjamo o tem, kako je zakon lahko lep. Se lahko samo pogovarjamo o tem, kako je to ena dobrobit. Ampak če se midva ne naučiva pogovarjati, so to samo fraze. Ampak naučiti se pogovarjati, tako kot pravi papež Frančišek, je en dolgotrajen proces. In že samo poslušanje kot del pogovora, pravi on, da je askeza. Meni je bilo to tako super, da sem si mislila, da jaz askeze pa res nisem sposobna, takšne, kot so včasih imeli, ne vem, menihi in tako naprej. Ampak mislim, da midva morava pride do te askeze, če se poskušava razumeti. In to so tako enostavne stvari, pa vendar vidimo, da v naši družbi prav tega manjka. Pa ne bo to v cerkvi, med cerkvenimi ljudmi, ki se tudi ne znamo ali pa ne znajo pogovarjati, tako kot bi bilo prav, da bi najprej poslušali en drugega, pa potem šele povedati kaj. In tega se seveda mi v družini moramo naučiti, če hočemo kakor to kvalitetno živeti skupaj. Zakaj pa po vajnem mnenju danes strah oziroma odpor pred poroko? Če zdaj govorimo o težavah družin, bomo najbrž čez nekaj let jih tudi, mislim, jih bo veliko manj. Gotovo to že zdaj pereč problem. Mladi se ne odločijo za poroko. Kje to vidva vidite? Torej, še povzamem misli papeža Frančiška, on govori o tem, da je v naši družbi ena taka klima potrošništva, tudi v povezavi s poroko. Tako da ljudje mislijo, da mora biti to bombastično, nekaj strašno velikega. On to govori, ne, zakaj ne bi v bistvu poročni obred sam, ali pa ne samo poročni obred, cela poročna slovesnost bila nekaj bolj preprostega, toliko, da v bistvu nad to lahko postavimo ljubezen. Ker pravi, da v bistvu se za dan poroke pripravljamo vse detajle, recimo vemo, ampak pozabimo pa na to, da v zadju ali v spredju vsega bi morala biti najna ljubezen. Se mi zdi, da to je eno. Drugo je to, da je recimo premalo bilo govora v preteklosti o teh primerih pozitivne prakse. Premalo pričevanj zakoncev, ki smo zakonski odnos živeli, pa v bistvu v njem uživali, pa se v njem, bi se reklo, napajali, da v njem iskali ene pozitivne spodbude drug v drugem in drug z drugima. Premalo. Spominjam se, da je Rick Warren, se poznate mogoče njegovo ime, ki ga je potem papež Frančišek povabil takoj po prvi sinodi leta 2014, mislim, da je bil kolokvij v Rimu, kolokvij v vlogi moža in vlogi žene in so tudi povabljeni razni predstavniki. In takrat je on rekel, pravi, veste kaj, dragi kolegi, duhovniki, pastori in vsi, ki ste povabljeni ali ki vodite eno čredo, spustite kdaj na bližnjico tudi kakšen pričevalski par, pričevalce, zakonce, ki bodo konkretno govorili o svojem življenju, ki bodo znali svojim, bi se reklo, izkustvom povedati ljudem, da zakon in življenje v zakonu ni neka težava ali neko breme, kakršnega prikazujejo, ali pa nekaj zastarelega, ampak da je lahko tudi to, bi rekel, pot ljubezni, pod srca, pod medsebojnega zaupanja, pod gradnje odnosa, ki ga seveda prenašamo naprej, ne samo na najne otroke, ampak tudi v svet, v katerem živimo. Skratka, tu jaz vidim tudi tega vzrok v tem, pa tega, da v bistvu so starši nehali govoriti
o tem, kaj pravzaprav pomeni vrednota vere, vrednota medsebojnega zaupanja. A ne? To se je malo kar kot samo po sebi umevno, ni se o tem govorilo ali pa sploh, ne vem, tako da mladi niso uspeli o teh stvarih dosti vedeti. Da ne govorimo, da pa kultura, recimo, kaj sem teorija spole, kultura, recimo, bi rekel, tega odpadkov, pač govori o tem, da v bistvu odnosi niso trajni, da je odnos pač nekaj, kar se izrabi in iztroši in ga vržeš proč. Vse to se mi zdi, da vpliva na mlade, da se bojijo trajne veze, ne, kot piše papež Frančišek. In v tem strahu pred trajno vezo, a ne, in seveda o primerih, ki niso bili dobri, ki jih imajo tudi sami iz svojih družin, ali se starša skregala, ali da se ločila, danes vemo, koliko je ločitev, danes vemo, koliko otrok je rojenih v zunajzakonski skupnosti ali pa materom samohranilka. Vse to se mi zdi, da so eni dejavniki, ki niso naklonjeni mladim, da bi se odločili za poroko. Je mogoče kakšno vprašanje? Marta Jerebič, Radio Ognjišče. Mene pa zanima, kako nameravate škofje in pa duhovniki to besedilo širiti potem med samimi zakonci. Dr. Valenčič je že omenil, naprimer, da bi se 4. poglavje lahko kot samostojno objavilo in potem dalo mladoporočencem. Za vaju zakonca Siter me pa zanima, kakšen način dela, kakšno metodo dela s tem besedilom, če imate že kaj v načrtu, kako boste to približali potem v skupinah. No, če spregovorimo o načrtih škofov, mi zajemamo laike najbolj v približno